Debi komentar tekme. Dober večer še enkrat. Mislim, da smo dobro začeli tekmo, da smo bili korajžni, da smo dobro stali, upali si igrati. Je res, da mogoče nismo prišli preveč v priložnosti, ampak ena dobra tekma, ne prijateljska, ampak pripravljalna, bom rekel. V drugem polčasu smo naredili nekaj napak, ampak tudi fantom sem povedal, da se ne bojijo napak, tako da iz teh napak smo tudi prejeli gol in dopustili nekaj več priložnosti nasprotnikov, ampak lahko sem za nekaterimi stvari zelo zadovoljen, ostale stvari pa moramo še popraviti. Najprej o postavitvi, zakaj ste se odločili, da igrate s tremi zadnji, oziroma 5-2-3, 3-4-3. Zakaj se vam zdi, da to najbolj ustreza tej ekipi? Ne moram reči, da najbolj ustreza. Jaz sem se odločil, ker mislim, da je ta sistem zelo dober, da lahko v vsakem trenutku, tudi v tekmi lahko spremenimo v 4-4-2. Nisem se tudi danes odločil, da spremenimo sistem, ker je dosti časa delovalo zelo dobro. Tako da takšne sem imel tudi igralce in to je moja odločitev bila, tako da vidim, da lahko tako igramo in da počasi dobivamo to podobo, kaj bi tudi želel, da lahko igramo medprostor in da bi si želel, da bi še več prišlo predložkov iz strani in da z večjim številom igralcev pridemo v 16-metrski prostor. Naslednje vprašanje, zakaj se vam zdi, da je prišlo do padca slovenske igre v drugem polčasu? Pa ni prišlo do padca, ampak nekaj napak, ki so se zgodile, namesto da gremo na drugo stran, da prevagamo na njihovo polovico, smo naredili nekaj osnovnih napak v predaji, tako da normalno, potem so dobili zalet, so dobili 2-3 kornerja, narobe zbita žoga, ampak ko je takšna situacija, seveda ni lahko. Tudi smo trpeli, kakor sem že rekel, pred tekmo in to sem tudi vedel, ker nismo mi reprezentanca, da bomo samo napadali. Nismo bili, pa tudi sedaj nismo. Tako da glede pristopa, borbenosti pa lahko čestitam fantom. Omenili ste borbenost, pristop, tudi prej, da so pogumno fantje igrali sploh v prvem polčasu. Če so to recimo plusi, kaj pa se vam zdi, da so tiste stvari, ki jih najbolj želite, da bi ob napakah, ki ste jih omenili, reprezentanca v nadaljevanju najbolj izboljšali? Pa da stojimo pravilno, ker v določenih momentih, ko nismo stali, kakor smo se zmenili, so bili določeni problemi. Mogoče za vas malo manjši, za mene večji, ker kakor smo se zmenili, ko smo stali, je tudi ta žoga lažje šla iz ene strani na drugo stran. Ko smo imeli široke distance, je bilo problem. Kako to izboljšati? Se vam zdi, da je to zdaj vprašanje časa, da čim večkrat skupaj igrate, ali še kakšne druge stvari? Pa mi moramo vedeti, da smo mi imeli 3-4 treninge skupaj, tako da če se vrnem, Madžarska ima, če se ne motim, 8 let trenerja istega. Tako da čarovnik nisem, ampak verjamem v fante in kakor sem že rekel, dobro so trenirali, pokazali, seveda, da rabimo čas, ampak pričakujem pa seveda, da vsakič bomo boljši. Any questions from the home media? No, then, one there. English? Yeah, he will answer in Slovene, but ask in English, please. Yeah, before the match, the coach told that he's quite happy to debut in this type of stadium. It was almost full house. What
is you think about the atmosphere, about this whole stadium? Thank you. Pa že včeraj, ko sem prišel na stadion, fenomenalen stadion z veliko število navijačev danes. Vsa čestitka gre in organizatorjem in navijačem, ker lahko si samo želimo, da igramo s takšnimi ekipami in na takšnih stadionih, ker to je privilegij igrati tako. When we arrived yesterday, we saw the phenomenal stadium, and today with the crowd, the atmosphere was amazing. I would like to congratulate both the organizers and the fans, because playing games in this kind of atmosphere is a privilege. It's a privilege. Naslednje vprašanje. Tle še imamo Andreja, pa Jože. Gospod selektor, vem, da bo čas verjetno za ocene posameznikov tudi v prihodnjih dneh, pa seveda po obeh tekmah, ampak 4 nogometaši, ki so igrali na koncu vseh 90 minut, če se ostajamo pri Marcelu Ratniku, danes šele druga tekma zanj v slovenski reprezentanci, po 2 letih znova na igrišču za Slovenijo. Morda beseda, 2 o vendarle nekomu, ki je skoraj da novinec v reprezentanci. Ja, Marcela že poznam iz U19 reprezentance, ko smo sodelovali. Seveda sem ga spremljal tudi sedaj v zadnjem času. Velik potencial, tudi ko je igral za Olimpijo, je bil, če ne med najboljšimi. Tako da tudi na treningih je bil zelo dober in si zaslužil danes, da je igral od začetka. Je igralen, tudi zato sem zelo zadovoljen, da smo dobili to širino, da imamo takšne igralce. Tako da Marcel in seveda vsi ostali so bili dobri. Andrej? Dober večer, selektor. Čestitke za debut, pa vso srečo na tej poti. Vprašanje je pa, glede na to, da je slovenska javnost športno izjemno razvajena, iz porazov ni znala povleči pozitivnih stvari niti v boljših trenutkih. Kaj je nekako tisto sporočilo, kaj je nekako ta, imate kakšen klic želje po potrpežljivosti, po nekako dajanju priložnosti vam in tej reprezentanci? Če se jaz obrnem, že ko sem igral za reprezentanco, je bilo veliko izgubljenih tekem, porazov, ampak smo se zmeraj pobrali. Tako da to ni nobena tragedija in fantje so pokazali pred 2-3 letimi, da lahko igrajo dober nogomet, da so bili konkurenčni vsem. Na koncu smo bili danes tudi mi konkurenčni v posesti, nekaj več so imeli oni strelov na gol, ampak potrpežljivost sigurno, jaz sem na prvem mestu, da ne rad zgubljam tekme, pa tudi če so prijateljske. Tako da to sem tudi fantom rekel, da se ne sekirajo glede rezultata, da moramo pa vsak dan napredovati, to pa sigurno. Tako da tudi slovenski narod, verjamem, da so mogoče danes razočarani, ampak z določenimi stvarmi je viden napredek od mene, če gledam kot selektor, tako da rabimo čas, to sigurno, zato so tudi ta čas, ki imamo zdaj prijateljske tekme, da izprobamo tudi nekaj novih igralcev, da lahko vidim, na koga lahko računamo, tako da glede tega se ne bojim in verjamem v to, da smo lahko boljši in moramo biti boljši. Hvala, še kakšno vprašanje? Dober večer, selektor. Če Omenjate tudi nadaljnje preizkušanje nogometašev, ko me zanima, a ste sedaj zadovoljni s tem naborom, ki ga imate na voljo? Ima Slovenija ta hip zadostno število v tem nekem širšem rosterju? Na kaj lahko računate?
Pa mi smo gledali 45 do 50 igralcev. Seveda, da vsi ne morejo biti poklicani, za vse ni prostora. Vemo, da so največje zvezde manjkale na tej tekmi, ki jih je težko nadomestiti, ampak če se obrnem glede igralcev, je dober navor, normalno, da sprejemamo tudi ostale, tako da če bo kakšen bil v ožjem izboru, ki so, ampak da si bo zaslužil reprezentančni dres, bo tudi zraven. Selektor, dober večer. Gre pričakovati mogoče na naslednji tekmi, mogoče kaj več sprememb tudi za začetni postavi, z izjemo Ratnika je ta spominjala zelo na tisto iz prejšnjega cikla, mogoče bo dobil kdo od prve minute več priložnosti, več minutaže od tistih, ki ste jih zdaj omenjali, da so mogoče bolj na novo zraven ali pa ko ste razširili roster. Moram prvo pogledati, kako bo jutri potekala regeneracija. Vanja je imel nekaj problemov z peto, tako da ni zdržal tekme. Mislim, da bo kakšna sprememba, ampak šele v ponedeljek, ko vidim, na koga lahko računam, bom se odločil in videl, kdo bo igral. Okay. Janka Tamle. Gospod selektor, tekma zdaj v Črni Gori, kako pomembno bi bilo tudi zločiti tega, recimo, časa, ki ga zagotovo potrebujete, da bi se ta tekma enostavno zmagala. Slovenija zdaj že počasi eno leto nima zmage, tudi nekako za vaš debi, za vaš prvi cikel, da se konča zmago, verjetno je rezultat vseeno na tej drugi tekmi zelo pomemben. Rezultat je bil tudi pomemben na prvi tekmi. Tako da seveda, da gremo z mentalnostjo, da tekmo zmagamo. Seveda, da tudi za mene kot selektorja bi se to zelo želel, ampak verjamete mi, da tudi igralci si tega zelo želijo. Tako da tudi danes ni bilo nič drugačnega. Tako da bi pa sigurno lepo bilo zaključiti zmago na naslednji tekmi. Še tam zadnje vprašanje, Luka. In pa ta čisto na koncu. Glede na to, da smo se cel teden pogovarjali, so fanti ocenjevali, kako so spali, kako se počutijo od 1 do 10. Od 1 do 10, kako dobro je slovenska reprezentanca danes? Tega nimam kako se temu reči, na lestvici. Jaz lahko ocenjujem, pa da ne bo se krivo slišal, ne morem po ocenah, to boste vi dali ocene na koncu konca, ampak ne bi delal takšne stvari, kakor oni meni delajo, tako da boste vi ocenili, kakšno oceno smo si zaslužili, kakšno oceno sem se jaz zaslužil na koncu koncev. Jaz sem bolj pozoren na igralce, da so mi pripravljeni in da dobro izgledamo, če se le da.